Manchester United ima do konca Premier ligaške sezone le še 2 tekmi. V vsej sezoni bodo rdeči vragi skupaj odigrali zgolj 40 tekem. Povsem drugače bo seveda v prihodnji, ko bodo igrali v Ligi prvakov, pa po vsej verjetnosti veliko dlje prišli tudi v obeh pokalnih tekmovanjih. No, o tem doseženem uspehu in uvrstitvi med elito, pa tudi o vtisu po prvi Premier ligaški sezoni nam bo več povedal kar Benjamin Šeško sam. Prvi Slovenec, ki je kdajkoli oblekel dres rdečih vragov. Peljemo se proti trening centru Manchester Uniteda, Carringtonu, ki je povsem na jugozahodu mesta, oddaljen od vseh drugih naselij. In Benjamin Šeško bo tu šele drugič v sezoni sprejel slovenske novinarje. We are here to record an interview with Benjamin Šeško. Do you know him? Yeah, a big star is a good player. Torej Carrington, trening center enega največjih nogometnih klubov na svetu. Pred nekaj leti je predvsem strani Cristiana Ronalda prejel kritike, da ni na ravni tako velikega kluba, no po lanski prenovi vredni skoraj 60 milijonov evrov je tu povsem drugače. Nogometaši imajo celo svojo brivnico. How long have you been waiting here? Maybe 3 hours. 3 hours? Yes. Who would you like to see the most? Šeško? One of the ones to most meet to be. What do you think of him? It's pay huge effort. He has a passion. Yes, because he willing to join the United, and then he played very well, and he put all effort to keep going. Hello. We are from Slovenia, Arena Sport. We are here for an interview with player Benjamin Šeško. Oh, right. Can I just take your name? Yes, Natasha. Yes, I've got you here. If you'd just like to sign in, please. Thank you. Thank you. He comes through, the players, they're on the opposite side of the building and they do have their own entrance, but when they go across to the academy, they do cut through here. But yeah. What do you think of him? Is he a nice guy? Yeah, he's lovely. In fact, they all are. They're all really, really nice. Yes. Preselili smo se v notranje prostore, prišli smo približno 2 uri pred dogovorjenim terminom, zato da se v miru pripravimo na intervju. Benjamin, nekaj časa smo že tukaj zaradi priprav na sam intervju, pa me zanima, koliko časa pa vi v tem kompleksu preživite? Ja, neverjetno časa. V bistvu tukaj se vse začenja zmer, od jutra do popoldneva. So priprave, kjer so zelo pomembne, da lahko na igrišču potem da svoj maksimum. Zdaj, ko ste se nazadnje pogovarjali s slovenskimi mediji, je bila situacija popolnoma drugačna. Sezona se bliža koncu, pa me zanima, ste zadovoljni oziroma ste presegli celo svoja pričakovanja, tako individualno kot ekipno? Meni je bilo itak zelo pomembno to, da se privabim ligi. Seveda sem imel neke svoje cilje, ki sem želel, da imam minimalno dvojno število zadetkov, kar mi je uspelo. Itak je zmeraj problem v vsaki novi ligi, da se navadiš. Seveda, če si mlajši, ko si starejši, je to veliko lažje. Ampak vse to skupaj se je dobro odvilo, ne samo z mano, tudi samim klubom. Smo prišli do nivoja, kjer smo hoteli in se mi zdi, da se vsi veselimo druge sezone. Zdaj, slovenski navijači večinoma vidijo samo vaše gole, tekme, nabito polne stadione, naslovnice medijev. Kakšno pa je zares vaše življenje v Manchesteru? Česa mi ne vidimo? Jaz sem zelo rad Manchester, res uživam ga, imam prelepo hišo, kjer lahko delam vse stvari, ki sem jih hotel zmer imeti doma.
že preden sem se vselil tukaj. Rad grem po mestu, rad preživim svojo punco čas tukaj, od samih nekih kosil do sprehajanja po parku, samega ekstra dela. Vsak dan, ko se to dogaja, ko pridem iz treninga, ko se vam čas prostiti, kljub ekstra delu, ki ga naredim, je za mene več kot popolno. Omenili ste, da greste radi v park, na sprehod po mestu in tako. A ste kdaj sploh anonimni pri tem? Pride tudi momenti do tega, da se kdo želi slikati, da te kdo prepozna, ampak ni to zdaj tako strašno, da ne bi se mogel gibati po mestu, po kakih določenih parkih. Je tudi nek sestavni del življenja, tudi nekaj, kar sem v bistvu se tudi na koncu želel. Tudi videti to plat, kako je, ko si prepoznan, kako je, ko nekdo želi sliko s tabo narediti. Tudi potem ti da neko priznanje v smislu, nekaj sem dobrega želel narediti, da si nekdo želi sliko z mano narediti. Seveda pa tudi prinese to neke pozitivne plati in tudi negativne. Moraš veliko bolj paziti, kaj delaš v določenih situacijah. Ampak še enkrat, to je nek sestavni del življenja, ki sem vedel, kaj se spuščam in ne bi za to ni zamenjal. To ste zdaj s takim žarom v očeh povedali, a živite življenje, ki ste ga želeli živeti kot otrok? Ja, definitivno. Jaz to tudi velikrat sem rekel, že kot sem bil in to velikrat govorim tudi svojim prijateljem, v moji družini konstantno, da enostavno jaz osebi nisem videl nobenega drugega načina življenja, kot igrati nogomet na največjem nivoju in biti tisti, ki lahko pomaga ekipi, tisti, ki je on je odličen. Enostavno to je bilo nek način, ki sem ga jaz samo videl že od malega. Ni bilo nobene druge scenarija. In zato tudi velikrat govorim v intervjujih določene manifestacije in stvari, kaj želim in kaj bom storil. In tako se vam je izpolnila tudi želja po dvomestnem številu zadetkov v tej sezoni. Ste pri 11 premierligaških golih. A vrednotite vse enako ali je kateri, ki izstopa in ga imate še posebej v lepem spominu? Vsak gol ima isto vrednost, isto ceno. Ali je bil to odločilen gol, je bil to samo eden izmed golov na tekmi. Jaz si želim zabijati gole, pomagati ekipi in na koncu žareti za celotno ekipo. Jaz bi vas prosila, če pokomentirate tale gol proti Brentfordu. Mogoče to situacijo, kako ste vi doživeli na zelenici, torej od tega protinapada pa do trenutka, ko je Bruno Fernandes vam podal, ki ste bili na levi, ne, namesto desno, kjer je bil Bryan Mbeumo. Ja, mislim, neverjetno to, da dejansko imajo obe možnosti, lahko bi Bryanu podal in zelo cenim to, da sem jaz dobil žogo. In jaz v trenutku, ko sem žogo dobil, sem vedel, da enostavno igralca mora napaditi, bo predaleč, kot da v vsakem primeru po večini štoperjev bi naredili v bistvu to, kar je štoper Brentforda naredil, da je v bistvu šel v klizanje in potem je samo tisto, kar sem že prej razlagal, potrebno hitro reagirati, drugače je tako nekdo zraven in to se je v bistvu hitro vse zgodilo in sem zelo vesel, da sem jaz tisti, ki sem dobil žogo. Ja, videlo se je, kako ste potem proslavljali soigralci. Potem se je pa zdelo v posnetku, da vam je Bruno dejal, da morate iti proslavljati še na tisti svoj značilen način skok v zrak. Je bilo res tako? Ja. Tako je, igralci vejo, da je to neka moja stvar in da imam tudi dneve, ko skočim res ekstremno visoko in tudi na samih slikah to zgleda neverjetno. In potem tudi igralci sami, ko vidijo, kako to noro je, sploh po slikah, enostavno obožujejo to in sem vesel. R. Šeško, vzdevek se vas je oprijel, to bi lahko bil že nekakšen vaš trademark. Neverjetno, da v bistvu iz nekega skoka, ki sem ga delal že nekaj časa, da je prišel do tega, zato ker veliko ljudi skače, ampak se zdi, da pri meni je to posebno, zato ker res naredim tako, seveda z emocijami, hkrati za višino, ki jo dosežem. Kar se vašega odnosa s kapetanom Brunom Fernandesem tiče, pogosto smo videli v tej sezoni, da vam daje navodila, ali ob vstopu v igro ali pa med samo tekmo. Kako vi doživljate ta odnos, kako ga vidite?
Mi smo zgradili neverjetno prijateljstvo izven igrišča, tudi se veliko pogovarjamo, sploh na igrišču. Enostavno mi konstantno deva neka navodila, kje lahko spremenim kaj, kje se lahko poboljšam, kje ne stojim, ko imam žogo. In to se tudi videli pri rezultatih samih, ni to zdaj samo, da so besede. In pomembno je to, da imaš tak odnos s takim igralcem in navsezadnje zelo dobrim človekom. Glede na to, kako vas in vaše soigralce zalaga z lepimi podajami, se verjetno strinjate s tem nazivom najboljši igralec sezone? On je bil neverjeten celo sezono, konstantno je doprinesel neki ekipi in taki igralci so enostavno zelo cenjeni in on si več kot to zasluži in jaz sem več kot vesel za njega. Kaj pa vaš odnos z Michaelom Carrickom, kako bi ga ocenili, ker nekako se zdi, da je prav z njegovim prihodom prišlo do tega vašega preporoda, pa ne samo vašega, konec koncev, tudi vaših soigralcev? Ne, doprinesel je vrhunsko energijo ekipi, ekipa se je seveda dvignila, to smo tudi potem dokazali. Ima zelo dobro ekipo za sabo, ki pomaga igralcem individualno, ne samo nam kot napadalcu, tudi obrambnim. Mi imamo vrhunsko komunikacijo, pogovarjamo se veliko in tudi njegove pomočniki pomagajo pri tem, kje se lahko izboljšam in jaz imam rad ljudi, ki mi lahko pomagajo. Slišimo, oziroma vi ste že večkrat o tem odkrito govorili, da vam pomaga tudi Diogo Dalot. Kakšen je vaš odnos z njim, še vedno tako tesen, se družite tudi izven klubskih obveznosti? Ja, mi da smo v bistvu nekako tukaj najboljša prijatelja, vsaj z moje strani. Se družimo veliko, živimo nedaleč drug od drugega, konstantno smo v neki komunikaciji. Mislim, da naj to zbližuje, ker enostavno, kar se tiče neke profesionalnosti, smo si zelo podobna. Skozi vsak dan mi je dal veliko in mislim, da ga ni dneva, da ga ne preživimo skupno. Kako pa slačilnica dojema Kazemira, veterana, ki je v tej sezoni eksplodiral, a ste ga poskušali prepričati, da ostane? Probali smo, ampak mislim, da se je odločil. Res, veliko nam je pripomogel, legenda nogometa, veliko znanja in vsaka tekma, kot da mu je zadnja v karieri. Veliko se od tega igralca lahko naučiš, ker je neverjetno v vseh teh segmentih, kar se tiče igre, želje, lakote in škoda, da nas bo zapustil. Benjamin, najlepša hvala za vaš čas v tem natrpanem urniku v Carringtonu. Hvala in srečno. Hvala vam. Tako, intervju s Šeškom, ki je že v prvi sezoni osvojil srca navijačev Manchester Uniteda, je za nami. Glede na manjšo poškodbo, ki jo ima, vprašanje, ali bo v tej sezoni sploh še v kadru in še zabil kakšen gol, a že z 11 premierligaškimi goli je v samem vrhu najboljših strelcev Manchester Uniteda v tej sezoni. Mbumo je seveda hitrejši, Šeško prihaja, Mbumo proti Šešku, Benjamin Šeško!